Ni tako zelo pogosto, da je v družini več umetniških talentov, ki se odločijo, da bodo svoje stvaritve na ogled postavili kar skupaj. Družino Sušnik ste občani že dobro spoznali na zapečkanju na domačiji Prlenart leta 2021. Tokrat pa del te družine, oče Marko, hčerka Sabina in njen partner Matija, svojo umetniško strast prikazujejo v Medvoški knjižnici. Razstava bo na ogled do sredine meseca februarja. Ena družina, a vsak unikaten talent. Tako bi najbolje opisali tokratno razstavo, ki so jo v knjižnici na Sotočju odprli v torek 30. januarja. Pobudnik razstave pa oče Marko, naš stari znanec, tudi nekdanji sodelavec televizije Medvode, ki obvladuje toliko področij, da ga skorajda ni občana, ki ne bi vedel zanj. A tokrat njegova druga razstava v knjižnici, prvo je imel s prijateljem Andrejem Kosom, sedaj pa s hčerko in zetom, razlog pa praznovanje njegovega in ženinega okroglega jubileja. Na ogled je postavil risbe, katerih rdeča nit so barvni kontrasti. Znanje je čist lastno, nikoli nisem hodil na noben tečaj. Enkrat sem bil, sem z enim govoril, mi malo povedal, kako naj bi bila, kako naj bi predmeti stali, pa naj bi poudarjeno spredi od zadaj. Z figuraliko pa to moraš imeti pa anatomijo, to je pa malo več znanja, tako potrebno, Ampak, dobro, vse se najde, vse. Pa poradiraš, pa popraviš večkrat, vse to ni problem. In kateri motiv se največkrat znajde na tvojem platnu, papirju? Na papirju se ponavadi ženska, tudi večkrat, ali pa iz domačega kraja, recimo, še danes sem delal v Loški grad, recimo, ali pa kakšna žival, konj je tudi tamle. Potem nekaj imam še z prejšnje razstave, akvareli. Akvarel me zanima, sam je težak je akvarel, ki ga ne moreš popravljati, To moraš vse v šubu narediti, kot se temu reče, Razstavlja 11 svojih del. Ni tako tematsko, recimo, da bi rekel, da pa sam najbolj me je zanimal kontrast barve, Pri figuri, recimo, če je figura temna, pa njeno ozadje, to mi je najbolj všeč, take stvari delati. Ja. Razstava v knjižnici v Medvodah, izziv? Seveda, absolutno. Zmeraj bi mi bo. Večina risb pa je bila narejenih posebej za to razstavo, še doda Marko. Saj časa za vse, s čimer se ukvarja, venomer zmanjkuje. Težko se prištimam delati, Se pojka zalaufa, ampak bi pa tudi po noči risal, če bilo treba, saj sem mal, ampak takole, da pa na zalogo kaj delal, pa do zdaj še nisem. Hčerka Sabina se v knjižnici predstavlja s fotografijami, ki jih je ujela v svojem domovanju na idiličnem Tehovcu. Jaz sem po izobrazbi grafična oblikovalka in fotografija je bila tudi del učnega programa na naši šoli. Drugače pa fotografija me zanima že od majhnih nog, še pred digitalno fotografijo. In pa to je predvsem moj način izražanja. Nekateri rišejo, nekateri izdelujejo izdelke iz lesa, jaz pa rada fotografiram, predvsem naravo oziroma ves proces mi je všeč biti v pravem trenutku na pravem mestu in ujeti pravi trenutek se pravi neponovljiv trenutek v objektiv je zame nekaj neprecenljivega. Izjemni trenutki, predvsem sončni vzhodi na Tehovcu, ujeti izza izjemnega pogleda na Medvoško kotlino Šmarno goro v sredini in ozadjem Kamniško-Savinjskih Alp, so tisti, ki jih lahko tokrat vidite v knjižnici. Naj izdam skrivnost, da vse moje fotografije so posnete z digitalnim telefonom, s telefonom in pa z dronom. Nekaj parih je tudi posnetih z letalnikom, z dronom. Drugače pa današnja tehnologija, najboljši fotoaparat je tisti, ki ga imaš pri roki v tistem trenutku, ko se ti narava nariše pred očmi, oziroma ko se trenutek pojavi. Svoje fotografije pa Sabina razstavlja prvič. Ideja je bila od mojega očeta in pa povabilo tudi z njegove strani. Vedel je, da rada fotografiram, da se s tem ukvarjam. In idealna priložnost, da skupaj nastopiva s svojimi deli. Najbrž poseben občutek, ko razstavljate skupaj z očetom in partnerjem? Seveda, predvsem z
zame in za mojega partnerja je to prvič, da imava razstavo, zato lahko to še toliko bolj skupaj doživljava, metuljčke v trebuhu in pa sramežljivost, če tako rečem. Razstavo torej zaokrožujejo leseni izdelki izpod rok Matije Freliha. Ja, jaz predstavljam lesene izdelke, ki sem jih naredil iz masivnega kosa lesa. Ta les prihaja iz Tehovca? Ja, večina iz Tehovca, definitivno iz Slovenije. Kakšne vrste izdelkov pravzaprav izdeluješ iz lesa? Ja, všeč mi delati iz masivnega lesa, imam posebno orodje, ki omogoča, da delam take stvari. Všeč so mi pa naravne, organske, ovalne oblike in delam stvari, ki so meni blizu, ki so tudi imajo uporabno vrednost in ki so, prijetne za pogledati in prijetne na dotik. Matija je z oblikovanjem lesa pričel kot hobi, sedaj pa to počasi prehaja že v dokaj resne vode. Imam svoj YouTube kanal, kjer vsak izdelek, ki ga naredim, ga posnamem, naredim video in ga objavim na svojem YouTube kanalu. Imam pa tudi spletno trgovinico na platformi Etsy in moram reči, da mi gre kar dobro in sem zadovoljen. Izdelki s tokratne razstave so pravzaprav del njune dnevne sobe, nekateri v uporabi, drugi za okras. Ustvarja iz vsake vrste lesa, ki jo dobi, tako da so izdelki precej raznovrstni. Najbolj mi je všeč les sadnih dreves, drugače pa tisto, kar dobim, javor, delal sem iz javorja, iz hruške, češnje, zdaj delam eno klop iz lipe, tako da kar dobim, to uporabljam. Oblikovanja lesa se ni učil posebej, znanje pridobiva kot samouk in ga nadgrajuje z izkušnjami. To me zanima, to rad delam in potem veliko sem gledal na YouTube, razne videe, kako se to dela. In to je to. Dobil sem pa tudi pred kratkim eno sponzorstvo za orodje, ki ga uporabljam pri razbarjanju. Eno podjetje iz Južne Koreje, ki izdeluje profesionalno orodje za razbarjanje, je videl potencial v mojih videih in zdaj me sponzorira. Tako da to je kar uspeh. Matija svoje izdelke na kanalu YouTube predstavlja pod imenom My Happy Place Slovenija, Sabina pa kar pod Sabina Susnik. Da pa odprtje tokratne razstave ne bi bilo prehitro, je poskrbel pobudnik Marko Sušnik, ki je obiskovalce razveselil z nastopom v 2 zasedbah, s katerima sodeluje s kvartetom Bis in s Poljanskimi godci. Razstavo si lahko, kot rečeno, ogledate vse do 16. februarja.